Ko piješ ti klasični stimulans, recimo kavo, mi gre nič narobe s kavo, tudi jaz sedaj spijem, ampak če to redno konzumiraš, v neki fazi prvič postaneš dosti odvisen od nje, dozo je treba povečati, ker pri neki dozi mali pač postane ta neučinkovita, pa tam si v bistvu kava ti ne da energije samo po sebi, kava ti samo, bom rekel, ti si sposodiš energijo, in potem boš mogel to nekje nadomestiti, tekom dneva, zato po kavi ponavadi po uri pa pol, ki je konec tega učinka, sledi neki crash in ponavadi rabiš drugo kavo. Ja, na kredit. Ja, na kredit, tako, Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Zdravo v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Veseli me, da nas spremljate. Veseli bomo seveda tudi, če se na podcast naročite, da ne boste zamudili naslednje epizode. Veseli bomo vsakega všečka, lajka, komentarja, tudi kritike seveda in pa kakršnega koli predloga, koga bi še želeli videti v tem studiu. Danes imamo izjemno zanimivega gosta z številnimi aspekti posla, se bomo ukvarjali tudi nenazadnje zdravim načinom življenja, tako da se res veselim tega pogovora. Mogoče skoraj bogokletno, če rečem, če omenim kavo na začetku ali pa ne, zaenkrat me Grega Gostinčar gleda z nasmehom, ampak kava je za mnoge seveda en tak jutranji ritual, obred, neka nujnost vsako jutro v bistvu, ampak kljub temu pa se več ljudi opaža tudi, da jim kava nenazadnje prinaša mogoče nekaj dodatnega stresa, nervoze, tudi svoje energijske padce. Kaj pa, če obstaja tudi kak drug način? V bistvu to se je vprašala ekipa okoli Grega Gostinčarja. Grega, zdravo, zdaj sem te že parkrat omenil, tako da te moram tudi pozdraviti, seveda. Dobrodošel v Večerovem podcastu. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Grega Gostinčar je podjetnik, ki je v bistvu iz neke osebne izkušnje in za izgorelost je šlo, več bo seveda povedal sam, začel raziskovati neke dodatne možnosti, kako izboljšati energijo, fokus, nenazadnje tudi počutje na zdrav način, tako da je soustanovitelj podjetja Biohacking Vital. Kot že ime pove, seveda, tudi o biohackingu bomo govorili danes, ne samo o izdelkih, ki jih ponujajo, ampak je soustvarjalec blagovne znamke Filruti. Mnogi verjetno to ime že poznate. Kdor pa še ne, je seveda odlična priložnost, da spoznate danes, tako da, Grega, s kavo verjetno ne začneš dneva. Redko kdaj. Sem dosti časa, ampak v neki fazi sem videl, da pač na mene ful slabo vpliva, nasploh stimulansi, tako da sem potem začel iskati alternative. Je bilo to seveda neobhodno povezano še s tvojo osebno izkušnjo. Ti govoriš o svoji izkušnji z izgorelostjo, seveda, in to te na nek način pripravlja do razmisleka o nekem dobrem počutju, well-beingu, ki je danes seveda zelo pomemben, predvsem zaradi tempa življenja, v katerem živimo. Kakva je bila tvoja izkušnja, kakva je bila tvoja pot, kako recimo do podjetja Biohacking Vital? Zgodba je kar dolga pot, no. Zdaj začel se ni z izgorelostjo, ampak v bistvu z študijem, delal sem magistrski študij podjetništva na Švedskem, na eni ful priznani univerzi gor, in je bil precej naporen študij. Takrat in sočasno, ko sem študiral v bistvu, sem razvijal prvi startup in nekako je bil moj vsak dan tak, da sem nekje se zbudil okoli 5:30 zjutraj. Tam do 8 sem delal za firmo, pa s kolesom na faks, na faksu bil do 3:04, od takrat naprej do večera spet razvijal za firmo, se malo učil in pol tam nekje med 10-11 do polnoči hodil spat, tako da sem imel nekje 5-6 ur spanca na noč realno, kar nekaj časa, in v neki trenutku sem videl, da tega ne zmorem več. Ni šlo več naprej, ampak takrat izgorelost, burnout, to še ni bil nek popularni izraz, to je bilo, preden je postal mainstream, ne. In takrat v bistvu najprej sem začel iskati načine oziroma se spraševati,
kako najboljši podjetniki, najboljši CEO in menedžerji, kaj oni delajo, ne? A imajo kakšne trike v rokavu, uporabljajo kakšne substance, kaj počnejo. In pol sem prišel v bistvu do tako imenovanih pametnih drog, v bistvu, oziroma tudi notropikov, oziroma prehranskih dopolnil za možgane. Preko tega sem spoznal, prišel za biohacking, ne, za optimizacijo možganov, telesa, za doseganje peak performance, ali pa po slovensko, ne, kako bi to imenoval, največje zmogljivosti posameznika, recimo na ta način. In takrat me potem potegnilo v ta svet raziskovanja. Tako da to so bili nekaj povodi. Pol je pa kasneje startup, pa prva izgorelost, in tako naprej. No. Tako da po nekih letih, bom rekel, raziskovanja dejansko, ker sem res testiral en kup enih zadev, več kot 250 prehranskih dopolnil, posebej za možgane, ogromno nekih terapij, s psihedeliki, z raznih orodij za možgane, optimizacije in tako naprej. V neki fazi smo potem tudi prišli na to idejo, da začnemo sami nekaj razvijati v tem področju. Ampak kaj te 250, to se mi zdi težko. Z ničemer nisi bil povsem zadovoljen, ali kaj je bilo recimo tisto, da si pa rekel, ne vem, jaz bi rad nekaj svojega, ali nekaj drugače? Ja, v bistvu je bilo, jaz sem bil v štartu, ker sem to začel 2015, ne, sem bil, zelo malo enega znanja je bilo v tem področju, ki je bilo nekako preprosto dosegljivo name, ne. In takrat je to bilo ravni povoj, ne, tega področja, bom rekel, pravno se začel nekako odpirati področje v Ameriki, bolj v Evropi malo počasneje. In dejansko ni bilo veliko znanja, kako delujejo neke substance, so varne, v kakih dozacijah, in tako naprej, kako jih kombinirati. Tako da v bistvu ni šlo toliko za to, da nisem bil zadovoljen, ampak enostavno sem raziskoval. Bil sem en tak poskusni zajček, in sem začel to raziskovati, in ko si enkrat v tem noter, je težko se ustaviti. Toliko te vleče, Ja. kaj je ta kombinacija. Tako, kaj še obstaja, ne, kje je tista meja. In vmes testiraš še kup enih zadev, ki nima nobenega učinka, ki bi jih zaznal. Seveda ima nekatere substance dolgoročne učinke, pa jih mogoče ne čutiš takoj. Včasih pa pride še kakšna kombinacija sestavin, recimo že kombinacija kofeina pa teanina, se pravi, kofeina iz kave ali pa teanina, recimo aminokisline zelenega čaja, ki, če je pravilno dozirana, dobiš te pozitivne učinke kave brez njenih negativnih učinkov, ne. In potem sem začel to malo spoznavati, raziskovati in enostavno si noter in dobiš en kup en izkušenj zanimivih. Ti si en tak hobi kemik, mogoče. Ja, čeprav imam čisto drugo izobrazbo, ampak definitivno. Potem sem štartal recimo svoj YouTube kanal, pa blog sem imel, nekaj še imam. In v bistvu, svoj čas globalno gledano ni bilo veliko takih kanalov, no, ki bi nekdo toliko poglobljeno, ampak hkrati še na pol amaterskem, pol profesionalnem nivoju, no, ker mi je ves čas manjkal ta background, ne, se pravi, nisem ne kemik, ne farmacevt, to znanje mi je manjkalo, tako da se nisem toliko ukvarjal z, bom rekel, razumel nekih študij pa tako naprej, ampak bolj nekako z realnimi učinki takrat, kako pač se je subjektivno zaznal neke substance, ne. Ta del me zdaj zanima, ne, takrat je bilo seveda zelo drugače, ljudje niso poznali, danes je na nek način to trend, ne, ljudje že kar malo avtomatsko iščejo take izdelke, posegajo, zato danes lažje, ali je tu kup nekih drugih pasti, na katere je treba paziti, recimo? Je lažje, definitivno, ker je več informacij. Hkrati je pa ogromno napačnih informacij, ogromno enega zavajanja, dajmo temu tako reči, ogromno nekih polpravilnih informacij. In ogromno nekih produktov na trgu, ki so, bom rekel, nepremišljeni, ki so neoptimalno razviti, z napačnimi kombinacijami sestavin. Tako bom rekel, da zelo preprosto je danes razviti neko dopolnilo, ga dati na trg, ne, zakonodaja je tule zelo odprta, ne, zato je toliko enih blagovnih znamk na trgu. In to seveda za povprečnega potrošnika, ki ni mogoče toliko zaveščen, ne, predstavlja kar velik izziv, ne, ker ne ve, čemu ali komu zaupati, ne, kaj imati, kako imati. Tako da
za nekoga, ki ga zadeva precej zanima pa razume, je precej lažje najti, kaj ja in kaj ne. Za nekoga poprečnega mogoče potrošnika pa zna biti celo več pastiv, kot včasih pač niso vedeli, da obstajajo stvari. Ja, Zdaj pa vejo, da obstajajo, ampak ne, zdaj kaj kaj je zredo, kaj Ja. ni, recimo. No, vi ste dokaj romantično šli v to zgodbo, ne? Takrat ti in ekipa, ne? Ja. Soustanovitelja, se omenila sva tudi v nadaljevanju, ampak dejansko prvič iz neke lastne izkušnje, drugič z res dobrimi nameni pomagati, ne? Niste se vi takrat priklapljali na nek trend še? Ne, v bistvu se pravi, jaz sem bil v tej industriji 2015, ne, in 2015, recimo 2016, takrat, bom rekel, so začeli postati malo bolj popularni v Ameriki, recimo nootropiki, se pravi, prehranska odmina za možgane, ne. Ampak to je bilo na eni taki zelo mali niši. Jaz sem bil 2018 recimo na konferenci v Toronto, Biohacking konferenca, ki je imela recimo takrat 400-500 gostov, recimo. To je bilo res malo, ne. Tako da nekako sem bil od samega začetka zraven, sem spremljal, tudi sodeloval sem z parimi, oziroma še sodelujem dejansko s parimi vodilnimi ameriškimi podjetji v tem segmentu, tudi z enim angleškim. In sem spremljal, kaj se dogaja in nekako vedel približno, v katero smer se trendi vrtijo. Vmes so se nekajkrat zamenjali, ne, ampak kakorkoli. Tako da, ja, smo bili kar od samega štarta zraven, tudi ko smo začeli z razvojem oziroma z razmišljanjem 2021 o tem, da bi nekaj takega razvili. Prva ideja dejansko je bila, sprašvali smo se, ali lahko nekako zase razvijamo nek produkt, nek napitek, ki bi ga pač lahko dnevno pil, dolgoročno, brez nekih stranskih učinkov. Ali je to sploh možno, ne? To je bila nekako prva ideja, tam se je 2021, konec 2022, začetku, no, se je porodila. In pa smo začeli mešati doma in raziskovati. Tako da je bilo zelo na začetku smo bili, zelo malo informacij je bilo. V Ameriki je bil en produkt, ki je malo spominjal, malo odpiral ta segment in je kazal, da se mogoče da nekaj narediti, čeprav je bil prvič na okus in drugič formulacijsko neoptimalen. Tako da je bilo zelo malo informacij na trgu, ne, kaj točno. Tako da smo bili kar, po mojem, eni izmed pionirjev, no, te niše. Zdaj si to predstavljamo, tako doma ste mešali. Kaj potrebuješ? Nek domač laboratorij, vsaj neke naprave, ne vem. Ja, v bistvu ne potrebuješ veliko. Potrebuješ eno tehniko, ki je zelo natančna, na mikrograme, ne. Potem moraš dobiti pa surovine v pravi obliki. Ja, in to je to je verjetno najtežje. Ja, zato, ker tako nekaj dela doma je zelo težko, ne, ker ne dobiš pravih surovin v pravih ekstraktov, ker ta cela znanost, ne, kakšni ekstrakti, v kakšnih razmerih so verjetno, kak je profil, kako je ekstrahirana substanca, učinkovitost precej se razlikujejo, ne. Tako da smo, mi smo tudi Žiga, recimo co-founder, ne. Drugi on je bil v tej industriji prehranske več kot 10 let in je imel te kontakte. On je imel kontakte od vrhunskih virov iz vsega sveta v bistvu. Tako da smo hitro dobili neke vzorce in pa smo začeli mešati doma. Dobesedno smo mešali, vagali, ne, gledali, kakšne so dozacije, gledali študije zraven takrat, ne, in se pol igrali, ne. In to je bilo Razmerja, Ja. ne vem kaj. Ja. Sej v bistvu tako neko tehnično formulo smo hitro razvili, ne. Vedeli smo, ker smo imeli tudi imamo zelo, že takrat smo imeli kar močno strokovno ekipo, enega zelo znanega herbalista iz ZDA in par drugih ljudi, biokemika in tako naprej. Tako da smo, teoretično gledano, smo imeli hitro neko formulo postavljeno, ne. Da ni bila smrtna doza. Da ni bila smrtna doza, ja. Da ni bila, da je bila v bistvu, da je dosegla te neke kratkoročne učinke, pa hkrati dolgoročne, ne. Da je bila varna za dolgoročno uporabo, ne. Ampak potem smo to mešali, ne, in to nikakor ni bilo pitno. To sem te zdaj hotel, ker se mi zdi, zdaj ko rečeš, ne vem, glej, mi imamo en tak čaroben napitek, ne, mi imamo Magic Fruity, ne, Ja. to je, pa so ljudje pripravljeni za vsako ceno, ne glede na okus, verjetno ne. Zelo malo takih, zelo malo takih. Jaz sem tak zdaj, ker sem toliko časa v tem, ne, da sem marsikaj probal, in zato, ker da manj kje za probati kako nov okus, sem zelo slaba oseba, ki je meni vse všeč, ne. Vse je okej. Vse je okej, to bo ljudje pili, ne, ampak v realnosti ni čisto tak, ne. Tako da, smo imeli in kupenih izzivov, no, štartom. Od topnosti do okusov, do
kako narediti formulo 100% naravno, to je bil en izziv. Ne? Kako dati noter kako narediti formulo brez nekih umetnih To je substanc. bila vaša misija, v bistvu, da bo 100%, če se le da. To je bila želja. Okay. To je bila želja. Rekli smo, če ne bo možno, pač ne bomo. Se pravi, vedeli smo, da glavna misija mogoče bila to, da ljudem pomagamo izboljšati počutje. In ta misija sta do zdaj. In da jim pomagamo, to lahko naredimo na tisoče načine. Mi smo pač zbrali eno izmed poti, ki je pač ta, da ljudem zmanjšamo vnos stimulansov, klasičnih stimulansov v prevelikih dozah, ki vemo, da jih povprečen človek ali pa naša ciljna skupina preveč konzumira, da to zmanjšamo in nadomestimo z nečim, kar je boljše. Zdaj pa, ali bo to 100% naravno, ali pa ne, je bilo nekako sekundarnega pomena, ampak še en smo se s tem ukvarjali in razmišljali. In dejansko nam je uspel to potem tudi doseči. Okay. Verjetno se zdaj kdo sprašuje, ampak to je tudi stimulans, verjetno na nek način. Ja. Kaj je drugače? Prva stvar je, da je noter samo 50 mg kofeina. Se pravi, to je približno polovica enega espresa, če si predstavljamo, se pravi, zelo mala doza. Druga stvar je, da ta kofein prihaja iz čaja, iz yerba mate čaja. In yerba mate čaj je znan potem, bistvu najbolj znanih ali pa zdravih čajev iz Južne Amerike prihaja. In je znan potem, da ima ogromno antioksidantov. Hkrati ima pa zraven dodano eno substanco, ki v bistvu, bom rekel, negirati negativne učinke kofeina, že sam čaj pa sebi. Potem smo pa zraven dodali en kup drugih substanc, pravi medicinske gobe, pa adaptogena zelišča, ki pa potem vsaka substanca po svoje pozitivno vpliva, vsaka ima nek svoj namen, nič ni pripuščeno naključje. Se pravi, zakaj točno te kombinacije, zakaj točno te dozacijah, tle smo rabili, se pravi, leto in pol, da smo pogruntali to kombinacijo, ki jo zdaj imamo. Vmes je prišlo do minimalnih sprememb, ampak to je dejansko bila štartna. Osnovi formula ostala. Tako, ja. Okay. Tako da, kar mi dobimo z Magic Root, je to, da podaljšamo efekte klasičnega stimulansa, klasične kave, po naših tudi v bistvu malih študijah, ki smo jih naredili, do 2-krat. Vemo, da tudi lahko dlje, ampak ponad govorimo do 2-krat. In hkrati zmanjšamo ta nihanja, energijske padce, te crashe, ki pridejo. Ker v bistvu, ki piješ ti klasični stimulans, recimo kavo, mi gre reči narobe s kavo, tudi jaz sedaj spijem, ampak če to redno konzumiraš, v neki fazi prvič postaneš dosti odvisen, dozo je treba povečati, ker pri neki dozi mali pač postane ta neučinkovita, pa tam si v bistvu kava ti ne da energije samo po sebi, kava ti samo, bom rekel, ti si sposodiš energijo, in potem boš mogel to nekje nadomestiti, tekom dneva. Zato po kavi ponavadi po uri pa pol, ki je konec tega učinka, sledi neki crash in ponavadi rabiš drugo kavo. Ja, na kredit. Ja, na kredit, tako. Kar smo mi naredili, oziroma kaj te substance naredijo v tej kombinaciji, je, da ni tega kredita v bistvu, ampak da različne substance z različnimi, bom rekel, biokemičnimi vidiki ali pa pristopi na različne načine podpirajo telo. Tudi recimo vitamin noter B12, ki ima svojo funkcijo, ni samo dodan zato, da pač je dodan. Tako da smo iz večjih smeri nekako pogledali, kako lahko človeka podpremo. Zato tako univerzalno, da recimo lahko rečete danes, da to deluje na večino organizmov, v bistvu učinkovito, ker vendarle smo si zelo različni. Ja, zdaj imamo, vemo tudi, da kofein ne deluje na vsakega, ampak je ta procent, ali pa mogoče govorimo celo promilih, je zelo mali. Tako da po podatkih, ki jih imamo mi, je recimo zadovoljnih strank, pa da sem zdaj zlagal, ampak govorijo med 90 in mogoče 95%. Tako da to je ena stvar. Potem, tako da definitivno vsaka substanca ima neko funkcijo in tudi mogoče, če ena substanca ni tako učinkovita, bo pa mogoče druga to nadomestila. Super. Okay, tako delujemo med seboj. Ja. Res neka čarobnosti. Ja. Tako da ime tudi ni naključno. Ni naključno, zelo dolg čas. Sicer smo razmišljali, bi ne bi dali to ime, ker malo spominja vse na ta magične gobe mogoče, ampak kakorkoli smo šli v to smer. To je poanta, razviti tako formulo je sliši se zelo preprosto. Tudi tle gor je formula napisana, lahko vsak kopira, če želi, naredi svojo verzijo, če hoče, ampak
najti to kombinacijo sestavin, vedeti, zakaj je ta kombinacija pri teh dozacijah, točno ti ekstrakti, ki so noter, to je precej težko. Okay. Tako da nič ne pomaga to, da je napisano v bistvu. Lahko si hitro kopira, to ni taka težava, ampak ponavadi se stavi že pri kvaliteti sestavin. Zdaj večina medicinskih gob, ki so na trgu, za Evropo govorim, je, ali so to ekstrakti cele gobe, oziroma je to cela goba zmleta, kjer je učinkovitost precej nižja kot pri ekstraktih. Ekstrakti imamo recimo ponavadi 10 ekstrakt, pomeni 10 kilogramov gobe za 1 kilo ekstrakta. In to je, tukaj lahko pa tudi standardiziraš te ekstrakte, da vedno veš, kaj dobiš, kakšne učinkovine so noter. Tako da tukaj je potem izziv najti prave ekstrakte, na pravi način gojene, torej gobe kot take in potem tudi ekstrahirane, in je kar znano samo po sebi. Vi si predstavljam, tako izven Evrope dobivate recimo te sestavine? Večina prihaja iz Evrope, ja. Zdaj, gobe itak raste primarno na Kitajskem, prihaja iz tradicionalne kitajske medicine, tako da gobe tam prihaja, ostalo pa potem je odvisno, kje so. Iščemo neke vere, ki imamo že dosti odpreno, da v bistvu te sestavine prihajajo iz nekega okolja, kjer naravno rastejo, ne da zdaj so nekje bolj umetno gojene, to nas ne zanima, da so čim manjši vpliv tudi na okolje, v lokalnem okolju, pa da so te, ki gojijo in potem, bomo rekel, ekstrahirajo pa pripravljajo te sestavine, da so znani kot po tem, da so pač sestavine najvišje praktično možne kvalitete, kar jih je možno dobiti. Super. Malo se že počuti vrniva tisti del, me zanima, ker ti tudi rad opozoriš, da marsikdo recimo pač človek sploh ne opazi, da je v nekem slabem, negativnem vzorcu, ti si seveda govoril o napornem urniku na Švedskem, potom pa kaj pa je bil tisti indikator, ko si ti pri sebi spoznal, ko si rekel, da je treba nekaj spremeniti, samo ta neka fizična nezmožnost dohajanja tega urnika, še kakšni drugi signali recimo? Prvi je bil ta nezmožnost, oziroma predvsem iskanje, kaj se še da, ampak glavna sprememba se je pa zgodila kasneje, ki je pa dejansko prišel do te izgorelosti, ta prvič, ki se je pa še enkrat ponovila, ker sem pa v bistvu normalen dan bil, v bistvu smo pred rutijem, preden je ruti ta projekt štartal, en dan sem se zbudil in nisem imel več želje o tem, da bi se sploh vstal iz postelje. In tisti, ki me poznajo, da sem zjutraj ponovadi 5:36 po koncu, skar vsak dan, in ne morem jaz potegniti spanca, če imam zelo jasne urnike, kdaj grem spat, da se zbujam, in to je nekako avtomatsko v mojem telesu, brez kakršnekoli budilk. In to je bil prvi signal, da je nekaj narobe, in potem sem celo obležal v postelji, brez da je imel vročino, brez da je bil bolan, karkoli. Enostavno nisem imel več motivacije, želje, volje, še na WC se mi ne da iti. In to stanje se je vleklo en vikend in sem pa tudi moja partnerka je psihologinja, je rekla, Grega, mogoče si malo pretiraval, da sem malo spočil ta vikend, in sem en vikend počival in ponedeljek prišel in ni bilo nič boljše. In torek ni bilo nič boljše. Nisem ne telefon odprl, ne računalnika, ne nič, to je bilo 4-5 dni in za mene je bil to šok, kaj je narobe, kaj se dogaja. In pol je hitro nekako dala neko tako diagnozico, rekla, da to je pač verjetno si izgorel, ker so vsi simptomi so tle. In nekako nisem temu najprej verjel, se pravi, to je bilo še zelo zgodaj, takrat v izgorelosti skoraj noben ni govoril, to ni bila neka tematika. In nisem vedel, kaj narediti. In ona rekla, tako je najprej psihoterapija, s tem začnemo, oziroma greš potem našla na terapeutka, pa enega terapeuta, počitek, projekte, ki jih imaš, boš ugasnil, ali pa dal pauziral, in zdaj moraš posvetiti nekaj časa temu, zdaj to mesec, 2, 3, noben ne ve. In takrat, ko sem rekel, ne, pa bom šel ven, pa bom šel v fitness, probojice, nisem imel pa niti energije, nič ni pomagalo, noben reset, sauna ni pomagalo, nič. In po enem tednu, bom rekel, enega takega, recimo 16-18 ur na dan poležavanja in spanja, sem rekel, ok, to se ne konča, to ni konca. Takrat sem pa vedel, da je zdaj, vrak kozi v šalo.
In pol si začel razmišljati v bistvu. Ja, pa sem bil tako. Zdaj, ko te poslušam, to je ena kombinacija in psihičnega in fizičnega stanja. V Ja, bistvu. vedno ponavadi. Ja. Mislim, psiha pa vpliva na fizično. Volja, ja, in pol posledica tega, v bistvu, da tudi telo ne funkcionira, kot bi moralo. Se dobesedno ugasne. Možgani, bom rekel tako zelo laično, ta frontalni korteks je neaktiviran, je tako, da bi bil neki hibernaciji in zgine vsa neka volja do česarkoli, ker zgine. Nič več, zakaj bi sploh karkoli počel. Pač tako se je pri meni kazalo. Padeš v neko tako depresijo, pa nočem govoriti, da sem bil depresiven, ker tudi to pač ne morem deflecirati, ampak tako, brezvoljno. Okay. In kaj je potem, kako se je začelo to stanje potem pri tebi izboljševati takrat, takoj recimo? Ne? V bistvu najprej se sploh ni, se to bila težava. In to je trajalo mesec pa pol, recimo. Kar sem začel, tako sem šel na psihoterapijo. Ja. To je bil prvi korak. In tam se je začelo v bistvu, jaz sem šel na psihoterapijo in v bistvu prvi klic, ki sem ga imel takrat za terapevtkino, sem rekel, jaz ne vem, kaj z mano narobe, nimam blage veze, ne? Samo nimam volje do življenja na nek način. Sem zgubljen sem. Ne da se mi, niti sem rekel tako, sem mi povedal, meni se niti s tabo da pogovarjati. Zdaj, pač tle sem zato, ker mi je punca rekla, da mora biti tle, dobesedno. Sem rekel, bom plačal, brez skrbi, ampak meni je, mislim, ne vem, lahko ji pomagaš, če mi ne moreš, hvala lepa in zaključimo. Ne? In rekla, in je bila zelo izkušena že takrat terapeutka, hvala Bogu, in je rekla, dej, pustma to, zakaj si tle, se ni važno, dej povej malo, kdo si ti, malo se predstavljam. In pa smo začeli govoriti in ta prva ura psihoterapije, bi mogla biti ena ura, se je razvlekla zdaj, ne vem, 2 uri pa pol. Je mogla vmes, ker sem pa razlagal, dvakrat predstaviti 2 klienta. In pa se začel odpirati. In se začel odpirati vse. Od tega, zakaj delam to, kar delam, zakaj se to borim, zakaj mi je nek uspeh to pomemben, zakaj bi se rad dokazoval. Ogromno nekih stvari se odpira. Taka, začeli smo to čebulico, nekih nabranih zadev, počas, eno pa eno lupiti. In pa sem začel v bistvu spoznavati samega sebe, kdo sem, zakaj sem tak, ker sem. In tam se je potem neka zgodba začela ustvarjati, ki mi je pomagala, da sem prišel iz tega, da sem začel spreminjati način razmišljanja. In to je bila ključna stvar. Jaz sem imel neko predstavo o tem, kdo sem, kaj hočem narediti v življenju, zakaj to delam, kar delam, pa po kakšni poti treba iti. To je bilo vse nekako začrtano. In pa sem videl, da to vse je larifari, da to sem si sam, moji možgani so si ustvarili neko sliko umetno, brez veze, in sem mogel to počasi razbiti. Tako da to naredilo največjo spremembo v tej situaciji. Okay. Pol pa si predstavljam, da so še druge, to mora biti verjetno ta način razmišljanja. Kaj pa potem se ostalo prehrana, rekreacija, ne vem, spanje, koliko so te stvari potem bile pomembne, ker so, si predstavljam, pomembne, izjemno pomembne za vsakega od nas danes in krojijo nekako naš vsakdan. Hecno je, da sem to že prej zoptimiziral. Aha, ok. Se pravi, ker sem začel raziskovati biohacking, jaz sem imel popolnoma zoptimiziran spanec. Se pravi, imel sem že takrat prve trackerje, sem uporabljal in tako naprej. Rekreacijo, bom rekel prehrano, testiral sem, bom rekel že takrat, 5-6 popularnih diet za performance v roku nekega obdobja. Prehransko dopolnila, že takrat sem imel, ne vem, 15-20 dopolnil na dan. To je bilo zelo zgodaj, sem do tega prišel in v neki fazi nisem več vedel, kaj lahko naredim. Tudi moj performance je bil na nivoju, ki ga tudi zdaj niti približno ne morete doseči. To je bilo vse podrejeno performanceu. Nisem se nekako družil, nisem hodil ven preveč, razen to, kar bo potrebno. In dejansko sem lahko delal po 12-14 ur na dan fokusa, pa čeprav vemo, da je človek lahko 4 ure pol zbran na dan, z nekimi vmesnimi spanci oziroma kratkimi napi. To je bilo zelo na nekem vsakem nivoju. Tako da potem, ker sem v bistvu, ker sem zgorel, ker je prišlo do tega, je bilo vse to, kar sem prej že počel, sem začel ugotavljati, da je vse lepo in prav, vse to je res ful pomembno, ampak jaz sem postal poseden s tem. Jaz sem nekako sam sebe poistovetil z nekim
super človekom. Okay? Imel sem neko idejo, da če hočem doseči neke cilje v življenju, moram se to početi. In pa sem bil poseden s tem. In karkoli je zmotil moj urnik, je zmotil moj vsakdan. To ni šlo čez. Ne? A tako da potem, ko sem se vrnil nazaj, ker sem nekako ponovno šel v po tej izgorelosti, dal nazaj fokus na te stvari, ker sem pač počel karkoli sem hotel v tisti fazi, pač jedel sem, kar sem jedel, spal sem tako, kar sem spal. Se vrnil nazaj, ogromno poudarka dam na hrano in še zdaj dam spanec, prva stvar, ki je optimizirana in rekreacija, meditacija, zelo pomembna. Vse to je prišlo nazaj v moj vsak dan, ampak z neko drugačno perspektivo. Pa sem začel bolj spoznavati, da pač življenje teče samo od sebe, tako kot teče, mi se ne moramo, jaz sem se preoperal. Ne moramo s tem operati, treba iti s tokom, in znotraj tega toka neke stvari pač dodati. Tako da, ključno je to, kar si omenil. Bom rekel, neko dobro počutje brez vsega tega ne moreš doseči. Noben produkt ti ne bo pomagal. Ne? Če ne spiš dovolj, te osnove so ključne. Ampak več, mislim, ko imaš enkrat osnove porihtane, od tam pa do nekega optimuma, teoretičnega, to so zelo male razlike potem. Idealno misliš, da je še ful razlika, ampak ni. Ne. Ti si zdaj drug Grega, kot si bil v bistvu. Si zdaj bolj super kot super Grega, ki si hotel biti. Se danes vidiš, recimo. Mislim, uspešen podjetnik si, te stvari verjetno po teh vseh izkušnjah, mislim, to so res življenjske lekcije, verjetno je to tudi izjemno dragoceno, si predstavljam, ampak verjetno pa zdaj pomembna ta slika, ki jo imaš v sebi, ali se zdaj vidiš v bistvu super, mislim, zdaj sem bolj super Grega, kot sem bil prej. Vse to te nauči marsikaj, jaz sem na srečo ali pa kakorkoli, sem te stvari začel zelo malo spoznavati. In je bilo zelo težko, zelo kmalu mi v življenju že na nek način težko. V moji realnosti je bilo težko. Če si zunaj gledal, niti ni izgledalo tako težko. In sem šel zgodaj čez to pot. In to, kar sem se naučil, tudi pravim zdaj vpeljati v podjetje, deliti naprej. Ta nek način razmišljanja, ki gre v smer tega, da pač greš nekako s tokom življenja. Pogledaš, kaj ti je življenje pomembno, da tja daš fokus, seveda, ampak da ne hrepeniš ves čas po še in po več. Da nek hustle mindset je bil en tak izraz, ki ne vem, če ima slovenski prevod, ampak ki je bil takrat, ko smo mi štartali podjetje prvo, pri mojih 22, je prihajal iz Amerike. Zdaj bomo mi delali 12, 14, 16 ur na dan, v garaži bomo štartali 7 let, če se let prodamo za 10, 50, 100, 200 milijonov firmov, nekaj tega mora biti, in pa bomo živeli srečno do konca naših dni. No, to nam je bilo, pač jaz sem s tem zrastel, jaz sem desetine knjig prebral, poslušal podcaste, oziroma teračenje podcastov, pač videe in tako naprej, tečaje kupoval, se učil nekih ameriških mentorjev. In pa sem videl, da to vse skupaj je en tak delni larifari, oziroma da to pripelje do lahko velikega uspeha, nastajajo čudoviti projekti, ki spreminjajo svet, ampak lahko pa in ponavadi tudi pripelje do nekega trenutka, kjer pač ne vidiš več poti iz tega ven. In te zadeve te vzorce sem potem se mogel na novo naučiti ali pa jih odstraniti iz življenja. In to, kar zdaj živim, na način, ki ga imam, in dosti unikaten način razmišljanja, pa se meni se zdi, je to, da enostavno pač greš z korak po koraku vsak dan, ne razmišljaš o prihodnosti, ker je ni, ker prihodnost je fikcija naših možganov, čez 5 minut vprašanje, kaj bo, lahko se 1001 stvar, mi predvidevamo, da se bo nekaj zgodilo, ampak vemo pa ne. Da ne razmišljaš o preteklosti, za kar je zelo pomembno, da imaš, da z nekimi terapijami, takšnimi in drugačnimi razčistiš preteklost, brez tega mislim, da je zelo težko to doseči, in da si čim bolj mindful, da si čim bolj v momentu, ne glede na to, kaj se zgodi. Vsakdo z mano
vključno seveda so momenti, kjer tega ne moreš. Ne. So neki trenutki, kjer si pač šibek, se pač nekaj te zmoti, včasih se zbudim sredi noči in razmišljam neke stvari, včasih imamo z ekipo sestanke, pa se pogovarjamo neke stvari, ki je čisto relevantna, ki bi že zdavni lahko se ne pogovarjali. Ampak večini časa pa temu sledim in je življenje precej bolj preprosto, kot je bilo kadarkoli. Pot do tega je pač ni bila enostavna, ampak je bila pa dragocena. Ja, moja je bila zelo težka, ampak se mi zdi, danes je pot do tega ni enostavna, nikakor ne, ampak je precej lažja. Predvsem, ker se toliko ve. Ker sem jaz šel na psihoterapijo, ker sem jaz razlagal, niti nisem, ampak ker me je vprašal, kaj delam, pa sem to menil, je bilo kupanje čudnih pogledov, imaš take težave, ker sem govoril o travmah v otroštvu, kakih travmah, o čem zdaj govoriš, tudi starši, smo ti mi kakšne travme povzročili, sem kaj jasno, vsak povzroča travme, to sploh ni vprašanje, ampak to ne pomeni, da si zdaj slab, ali pa karkoli, to samo pomeni, da pač nekaj imaš, kar moraš razdelati. Zdaj se o tem, hvala Bogu, v mentalnem zdravju se ravno govori. Mislim, tudi to zavedanje je že na visoki ravni, ravno tega, kar praviš prvič, da vsi smo na nek način travmirani, ampak vse to niti ni načrtno. Pač to je življenje, tako je, to te oblikuje, otroštvo, socialno okolje, nemogoče se je temu izogniti, pa nič ni bilo verjetno slabimi nameni. Ampak pač in je treba to predelati, ampak danes smo komaj tu, recimo, da to vemo. Pa kljub temu ni bližnjic, ampak je vse zavedanje mogoče. Pač. Ja, grem bližnjic. Ja, lahko tudi avtomatiko sprema. Reče, bova. Sam si začel. Sem na vrgu, bom te pocukal za jezik. Najprej prva tvoja podjetniška, ker danes pa si seveda v prvi vrsti si verjetno podjetnik tudi, ali pač neka skupnost tak poznanja, na zadnje deluješ v podjetniškem okolju. Prvo podjetje omeni še to, ker ni bila seveda zdaj Filruti oziroma Hacking Vital ni prva podjetniška izkušnja tvoja, pri 22 letih prvo podjetje. Tako, takrat smo štartali podjetje PaUnity. Na Švedskem smo zagnali startup oziroma pripravili startup, pa smo v Avstriji dobili investitorja in smo se tja preselili z ekipo, dva co-founderja iz študija v bistvu, smo se nekako povezala, pa eden stric, oziroma še eden iz Avstrije. No. In smo zagnali, takrat smo imeli neko idejo, da bi razvijali neke Bluetooth napravce, ki jih daš na smuči po zimi in poleti na kolesa, ki pomaga pri varovanju pred krajo, pa hkrati pri freeriderjih, smučarjih, ki smučajo izven uradnih prog, če padeš, zgubiš smučko, je to lahko življenjsko nevarno. In ti potem pomagajo poiskati. To je neka osnovna ideja. In pa smo to razvijali nekaj časa, da smo najprej 250, pa še 250 eur investicije, pa pomnjena kredita, ki bi bil delno kredit strani Avstrije in avstrijske vlade, oziroma z nekih programov, ki jih imajo, oziroma so jih imeli. In smo šli na neko tako kakšno podjetniško pot. Potem je v bistvu zaenkrat v štartu kazalo vse lepo in prav. Ogromnih izzivov, nismo vedeli nič o ničemer. Se pravi, kako razviti produkt, kako ga proizvediti, kako finance. Samo ideja. Ideja je bila. To je ta romantična. Točno to. In tudi kasneje, ko smo se pogovarjali z mentorji, ki smo jih imeli, to je bila ena velika prednost, ki smo imeli gor, smo imeli vrhunske mentore, so rekli, če bi vi vsaj malo poznali, kaj se spuščate, ne bi se spustili to. Ne. Ampak to smo pa zavedeli kasneje, tega ni v štartu noben rekel. Pa smo bili v bistvu, tako je bilo, zelo lepo smo napeljali. Z velikim klasičnim napakam smo se izognili, na kar sem ful ponosen, glede na to, koliko smo bili neizkušeni in začetniki. Smo pa v bistvu, ena napaka se je pa naredila in to je, da v bistvu produkt ni nikoli deloval. Ena manjša, ta malenkost je bila na koncu problematična. Bila ideja, želja. Bila ideja, tako. Smo prodajali, v bistvu smo pravi prodajali. Imeli smo recimo primer, dobili smo, prišli smo ekskluzivno verigo, oziroma verigo ekskluzivne trgovine najboljših športnih trgovin v Avstriji na najboljših smučarskih lokacijah, Kitzbühel, Zelden, Ischgl in tako naprej. Ker nas je porinil naprej in pa smo bili na policah v bistvu pri blagajni v vseh trgovinah v Avstriji. In nobena naprava, ki je bila tam ni delovala. Zdaj so se ukvarjali potem s tem. Seveda, najprej nismo niti vedeli, da ne deluje. Mi smo šli, primer, prej bila še ena dobra zgodba, mi smo šli poleti, smo imeli prototipe pripravljene. En prototip, ena naprave, rabi si par, je stal 1000 evrov.
Mi, ko smo dobili prvih, recimo 250 evrov investicije, ta denar je tako, kot da je bilo, to ni bilo nič, ne. To smo mi takoj šlo za razvoj, ne. Vse. In pa smo dobili, mislim, da 10 prototipov, mislim, da 5 parov, in ker je poletje, snega je bilo zelo malo v Avstriji, ne, oziroma na ledenikih v Evropi, je šel del ekipe, je šel na Novo Zelandijo, ker tam je bil pa sneg, ne, ravno snežil in so šli dol, da bi to testirali, deluje, ne, in ker so prišli dol, v bistvu naprave so bile, jaz sem bil na Švedskem, sem ostal in sem čakal, da se prototipi končajo, da jim pošljem naprave dol. Oni so šli naprej dol, da so pripravili in ker so prišli dol, v bistvu je bilo tako, da se najprej prototip niso bili pripravljeni, smo zamujali tle, ne, smo mogli podaljšati dol, ne, to bivanje. Potem smo poslali naprave in niso šle čez carino čez, ker so neki prototipi, neka elektronska naprava, ki je izgledala tako črna mala, kaj je to, ne, ni šlo to čez. No in potem so le prišle naprave dol, so dali na smučke gor in v prvi rundi so vse naprave odpadle dol iz smuči in nobena naprava več nikjer ni bilo, ker niso več najeli, ker to je taka naprava, kje boš to našel na smučiče. In je bilo konec. Bo konec zgodbe. Tako, in pa so iskali z motornimi smučami, tak naprej cela ekipa, da so našli en par in un par so pa testirali in so videli takrat, da ne deluje, da so neke težave bile. Ni bilo tako sploh ni delovalo, ampak se sama sprožila in tako naprej. No, v glavnem, pa smo prišli nazaj, to popravili, oziroma naj bi popravili in smo šli na trg, ne, začeli prodajati. Prišli trgovine in vsi, ki so kupili, so začeli vračati te naprave nazaj trgovine. In je bila cela štala, ne. Tako da to so bili te povodi v bistvu. Pa nekako smo v neki fazi, kjer smo mogli vse naprave, ki smo delili, vršiti smeti. Naročili smo dodatnih 10,000, se spomnim, čipov, Bluetooth čipov. Ravno takrat, ne vem, 2 meseca pa par mesecev zatem je prišla nova tehnologija, takrat Bluetooth Low Energy, tako da vsi čipi sprizo smeti. Smo še to vrgli stran in smo stali brez denarja in brez produkta. Nič nismo imeli. In potem je prišel nek tak, jaz bi rekel, reality check. Zdaj pa se treba pomiriti, pogledati in se začeti počasi restrukturirati. Na srečo ima zgodba srečen konec, potem se je firma restrukturirala, začel se je razvoj GPS naprav za varovanje električnih koles pred krajo in je bila potem v neki fazi firma precej uspešna. Super, ja. Okay. Ampak jaz sem potem šel ven iz tega brega. Potem je pa že, v bistvu to je pa zdaj že drugi podjetniški podvig. Ja, več, mi so bili par manjših, neka manjša agencija pa tak naprej, ampak ja, za resnega je ta drugi. Ok, super. Kar specifični ste tukaj, ne? V osnovi en izdelek zdaj, oziroma pač neke variacije tega Magic Ruti, Com Ruti, pa Travel varianta, v bistvu, ampak kak izziv je, recimo, če ima podjetje en izdelek? To je paradni kon, to je vse, v bistvu, ne? Ja. Deluje, Če ne deluje, imaš težavo, ne? Ja, dva pogleda sta, ne. Po eni strani je zelo preprosto, ne, zato ker imaš en izdelek. In veš, na kaj se moraš fokusirati in veš fokus na ta izdelek, kako ga promovirati, kako ga prodati, kako ga pozicionirati na trgu, ne. To je glavni fokus. Po drugi strani, Com Ruti, ki je prišel ven pred kratkim, mi gledamo kot ločen izdelek, ker rešuje ločene stvari, ne, je bolj za pomiritev in tako naprej. Tako da zdaj smo nekako se malo razširili in malo lažje, ne. Ampak po drugi strani, pa če izdelek ne deluje, če ni okej, če je karkoli narobe z njim, če ljudem karkoli ne paše, ne, imaš velik izziv. Jaz mislim še vedno, da je lažje štartati z enim izdelkom, ker imaš potem res lahko daš fokus na ta izdelek in ga lahko izboljšuješ in ne optimiziraš, ne. Je pa lahko tisti prvi meseci so lahko zelo velik izziv, ne. frustrirajoči. Ja, in pri nas je tudi bilo, recimo, prva variacija, ki je prišla ven, rekel, mi smo testirali te, mešali in testirali, ne, in to smo kasneje ugotovili, ne, včasih smo po cel dan testirali, smo spravili 10-20 različnih variacij, ne, in vedno je bila tista zadnja je bila najboljša. Tako se nam zdelo, ne, ker kaj smo ugotovili, ker se te okusi se to hitro nekako zmešajo v ustih, ne, in da bolj, ki piješ, bolj dobro ti je. Ampak v resnici zadnja ni takoj. Če dam 2 formulaciji zdaj, ne, bo druga boljša kot prva sigurno, ne, ta tretja bo še boljša kot druga, ne. Če pa vsako posebej piješ, pa ni nujno, da bo tak vrstni red. In pa smo mi sicer zadnjo, ker smo probali, smo rekli, to gre na maher, ne, to je 100%. In smo mi probali zmešali prvo serijo, nekih, mislim, da je bilo 500 produktov ali nekaj takega, in začnemo prodati.
In probamo, jaz pravim doma, in sem rekel, ok, tle nekaj ne štima. Isto. To ni to, kar smo mi probavali. Zjutraj, naslednji dan ni. Ni to, ne. In Pavla je Špela probala, Žiga je probala, rekel, ok, nekaj je narobe, ne. In pa kaj je narobe, ne, kakšna sestavina narobe, ali so kje narobe zmešali. Vse je bilo ok. In smo enostavno ugotovili, da enostavno ne moreš na ta način probavati, ne. Da ena na dan ali pa, ne vem, 2 formulaciji na dan v nekem razponu, ne. Zmore telo, ostalo je pa preveč, ne. Tako da je recimo točno to težave so imeli. Prva serija je bila precej, okus je bil precej vprašljiv, no. Takrat smo pač mogli to nekako dati na trg in našli smo recimo eno ciljno skupino, ki jim je bil zelo všeč, ampak je bila zelo nišna ciljna skupina, ne. Potem smo pa začeli tudi okus smo v drugi seriji precej izboljšati, tako da, zato da smo prišli lahko malo bolj na širši market, na mainstream market, no. Kako ste začrtali neko to prvo ciljno skupino? V štartu se mi zdi, ne vem, rečeš pri takem izdelku, super, vsi so naši kupci, to, kar si marsikdo kdaj napačno interpretira, ne? Vsi so kupci. Vse nagovarjamo, ampak kako ste vi začeli in kako danes recimo ciljate kupce? Začeli smo iz nekako, sebe smo dali kot ciljno skupino, ker smo bili zelo podobni med sabo, bili smo nekako, rekel, neki profesionalci na nekem svojem marketu ali pa nekem segmentu, ne, neki industriji, ampak hkrati nas je zanimal zdrav način življenja. Tako da smo s tem začeli, to nekako smo postali kot prvo ciljno skupino. Potem pa se je že v štartu, no, ker je bil ta okus malo drugačen, kot smo pričakovali, recimo ta skupina sploh ni reagirala. In je čisto neka druga ciljna skupina prišla, do katere smo pa prišli čisto po nekem naključju, ki ni bilo naključja, ne. So bili neko tako malo bolj alternativna ciljna skupina, se pravi ljudje, ki so bolj, pa mogoče alternativno niti pravi izraz, ampak ljudje najlažje tako razumejo, bom rekel, ali neko veganstvo, joga, bolj spiritualni ljudje. Bolj odprti Bolj odprti, ja. In tam okus je bil v bistvu, je bilo neka najboljša stvar, ki imamo, ker je okus po goba bil, tak surov, zemeljkast okus in tam bilo ful všečim. In pa smo rekli, ok, ta ciljna skupina sploh nismo, mislim, smo poznali, ampak nismo mi tako v tem, ne. Ok, to je nek nov segment, ki se pojavil. Tako da smo potem tudi okuse, ki je zdaj več okusov na voljo, in še več jih pripravljamo, je v bistvu nekako nam pokazal, da lahko z istim produktom targetiraš različne ciljne skupine ljudi, ampak se moraš prilagoditi in sporočilo pojavlja se na različnih kanalih za različno ciljno skupino. Tako da smo potem nek presek iskali. Nismo šli preveč v ekstreme, hkrati smo pa zelo jasno pozicionirali na trgu in kot bom rekel, visoko kakovostno podjetje ali pa podjetje, ki izvaja visoko kakovostna dopolnila, ki so naravna, ki so znanstveno učinkovita, dokazana in varna za dolgoročno uporabo. Tako da to smo potem nekako sproti skozi čas nekako dorekli. Omenjaš znanstveno dokazana, znanstveno potrjena. Ja. Kaj to meni, da zagotovo učinkujejo? Ja. Zdaj, kar se tiče učinkov, smo morali biti zelo pazljivi, kaj lahko komuniciramo v Sloveniji in kaj ne smemo komunicirati. Tle v Sloveniji smo pač zelo omejeni pri tem, kaj lahko, kaj ne. Na evropskem nivoju je ta razpon, kaj lahko, kaj ne, precej širši. Na globalnem je še toliko širši, sploh na ameriškem, ne. Tako da tle smo pazljivi in pač se držimo teh pravil, čeprav se nam ne zdijo najbolj pravična do podjetij, še manj pa do samih uporabnikov, ker nima vseh informacij na voljo, ki bi mogli imeti. Ampak ja, kar smo mi naredili, prvo, za vsako sestavino obstajajo zelo jasne klinične študije, ki smo naredili na ljudeh in na živalih, ne. Tako da v bistvu vemo, kako sestavina sama po sebi deluje, če gledamo ta zahodni znanstven vidik, ne. Hkrati se vse sestavine praktično uporabljajo v neki tradicionalni medicinah. Ali je to kitajski medicini, ali je to ajurvedski medicini, ali je to recimo v Južni Ameriki, tako yerba mate. Tako da smo tudi ta vidik vključili in to smo ga preko strokovnjakov, bom rekel, herbalizma, recimo, poznavalcev gob, adaptogenih zelišč. In ta vidik je bil, bom rekel, ekvivalentno pomemben, ne? Ker če se neka goba, ne vem, Cordyceps sapalaneus uporablja tisočletja v neki medicini, se z razlogom uporablja, ne? Pove nekaj o varnosti in tako naprej. Tako smo to nekako oboje združili pri samem razvoju. Potem smo pa naredili eno tako manjšo pilotno študijo,
z našo ekipo na bom rekel, ljudeh, da smo ugotovili, da smo primerjali, kako ljudje zaznavajo recimo rutija, primerjali s kavo, primerjali z zelenim čajem. In tudi ta nam je dala ogromno enih podatkov, ne. Vmes smo pripravljali študijo z Univerzo v Ljubljani, klinično študijo, oziroma klinično študijo, ki je bil neka placebo grupa. Ampak smo to potem zaradi nekih zunanjih razlogov to mogli ustaviti. Ampak zdaj ravno kar pripravljamo nekaj podobnega z eno drugo, precej večjo in še bolj znano univerzo. Tako da jaz mislim, da bom zdaj govoril, da ne bo, ker nočem se nekaj izreči, ampak cilj je, da bi vseeno nam uspelo to v kratkem speljati in dobiti dejanske objektivne podatke o tem, kako se recimo ruti primerja s kavo in primerja z recimo s čajem, ne. To. Izziv pa je, da tudi če to naredimo, ne, in naš cilj je, zato ker ena stvar, ki jo še delamo, pa to v bistvu še nisem razkrit, ampak borimo se za nek certifikat, ki bi ga radi dobili in bi bili v Sloveniji, kakor vemo, prvo podjetje v tej industriji s tem certifikatom in je zelo vreden certifikat. Tam bomo mogli dokazovati učinke. In to nam je zelo pomembno, da mi vemo, kaj delamo. Hkrati bomo mogli biti zelo pazljivi pri komuniciranju teh učinkov, ker zopet zakonodaja nas ta omejuje. Je to, ima ti certifikati, to se, kar si zdaj govoril, recimo neposreden učinek na prodajo? Mislim, so ljudje toliko dovzetni, da ali je to malo tudi za vas potrditev, pa verjetno predstavljam si, ne vem, pa če sebe izhajam, ne vem, zdaj, pa ima ta certifikat, pa ne vem, če to pomembno, nekako vendarle mora zaupati, da je izdelek vredo, verjetno, če sme biti tukaj na prodaj, ne, da pač, dobro, v vašem primeru malo spoznaš zgodbo, pa i pozadaj, pa potem verjetno lažje, ne, ampak ne vem, za mene bi to bili bolj odločujoči dejavniki kot recimo, ne vem, certifikat. Ja, mislim, si postavil zelo dobro point, ne. Zdaj prva stvar je, da večina ljudi, jaz mislim, da ne gleda teh certifikatov, ne, ampak naša ciljna skupina je precej bolj občutljiva tle. Tako da jaz mislim, da tle vseeno ima to faktor pri naši ciljni skupini. Medtem ko če bi bila neko širšo množico, je to zagotovo manj. To je ena stvar. Druga stvar je, to je za nas potrditev, zelo pomembna, zato ker kar se mrzdo ne zaveda, pač mi razvijamo produkte, ki jih ljudje konzumirajo. Ne? Mi jih konzumiramo, mi razvijamo produkte zase primarno. In to ni zdaj marketinška zgodba, ki jo prodajamo okoli, ampak to je resnica. Zdaj, mi Magic Ruti, Calm Ruti, to so produkti, ki so stali zaradi naših lastnih potreb, želja, ne? In smo razvili produkt primarno zase. Se pravi, ki ga damo na trg, če nam ni ok, potem produkt ne gre na trg, ker nima tam kje iskati, ne? Tudi če bi se ful dar prodajal. In to je neka taka filozofija, ki je mogoče zgrešena po nekem prepričanju, ampak nam se zdi edina pravilna. Drugače to ne more biti. Ne moramo dati nekem trg, če nam to ne ustreza. Ne pomeni, da bo vsem ustrezala vsaka variacija, pa vsak okus, ampak logika produkta pa mora biti vsem zelo jasna, ne. Tako da to je ena stvar. Tukaj je izziv, ki je ta v Sloveniji recimo nasploh, ne, je to, da ti lahko brez nekih velikih težav lansiraš svojo blagovno znamko, ne. Lahko lansiraš konkurenco našega produkta in tudi to obstaja, ne, v Sloveniji že. Zdaj, če vpišeš v Google, tako, vaše ime se pojavlja, ja. Pač. Tako, več nekih produktov, ne, in težava je pa ne zdaj, da, ker nočem zdaj absolutno ne pluvati po kakršnikoli brendu ali pa produktu, ampak težava je tukaj, da to lansiraš, ne potrebuješ nič drugega, kot da produkt nekdo ti proizvede in ti ga da v vrečko in ga začneš prodajati, ne. In žal je večina, bom rekel, dopolnil na trgu, ki so, ne, zelo vprašljive kakovosti, ne. Že sam imam težave najti, pa neka klasična dopolnila, ne, neke vitamine, minerale, komu zaupati, pa komu ne. Pa od tega živim že nekaj časa, ne. Pa sem noter, bom rekel, pri jedru dogajanja, vem, kaj se dogaja, ne, vem, kje firme proizvajajo, vem, kdo jim proizvaja, vem, od kje surovine prihajajo celo včasih, ne. Pa se sprašujem, a ja ali ne. In to je pri dopolnilih velik izziv. Zato je pri nas to pomembno, da izpostavljamo kakovost, da delamo študije, da dobivamo certifikate, da to izpostavljamo, ker se lahko s tem diferenciramo. Ker za nekim, bom rekel, povprečnim izdelkom, v neko povprečno kopijo, ki je na trgu,
oni tega ali pa ne morejo dobiti, pod nobenimi pogoji. Ne. In tukaj se bo neka razlika naredila. A bo to imeli nek velik vpliv na prodajo? Jaz mislim, da ne. Ampak ne delamo tega, ko sem rekel, zato, da bomo samo rastli pa prodajali, ampak zato tisti, ki pa to konzumirajo, in teh ljudi ni malo, jih je vse več in precej več, kot smo pričakovali, da jih bo, da ima neko dodatno potrditev, to je ok, kar delamo. Vi še vse delate sami? Ne, se pravi, razvoj je naš, imamo ekipo strokovnjakov, ki nam pomaga. Proizvodnja je v Sloveniji, ampak ni naša proizvodnja. Ampak je v Sloveniji. Ja, je v Sloveniji. Tako da v bistvu produkt nastaja v Sloveniji, se meša in proizvaja. Ok, super. O ekipi še nekaj poveva, ker kot smo omenili, nisi svoja podjetja ustanovil sam, ne, co-founderja Žigo Leskovška sva že omenila, pa Špele Bednjanič še nisva v bistvu, ne, kako se je ta ekipa takrat oblikovala, kako so danes vloge razdeljene, imate pokrite vse segmente? Jaz mislim, da več ali manj imamo, ja. V bistvu tako, Špela moja partnerka, privat življenju in poslovna partnerka, v bistvu sva ona psihologinja, magistra, tako da mi je v bistvu že prej pri raziskovanju biohackinga v to precej pomagala. Ja, je nekako bila povlečena v to raziskovanje, temu tako reči. Hkrati se je takrat začela ukvarjati z marketingom in je bilo to psihološko znanje v marketing, ker taka zanimiva kombinacija, ki nam je zelo prav prišla. Že v štartu, zdaj pa še toliko bolj. Žigetom smo se poznali kasneje. V bistvu v neki fazi smo imeli en kup nekih brainstormingov, nekih debat o tem, da bi nekaj naredili na področju well-beinga, dobrega počutja v Sloveniji. V štartu nismo vedeli kaj, tudi nekaj, da smo nekim spletnem tečaju, izobraževanjih in tako naprej. In potem se je ta 2021 rodila ta ideja, da bi pa začeli nek produkt razvijati. In nekako je bilo logično, da se je ta ekipa formulirala, mislim, samo od sebe nekako je bilo vse postavljen, pravilno se mi zdi, zveze so na pravih mestih, da je to nastalo. In potem smo si razdelili funkcije. Žiga kot bom rekel, še večji poznavalec, precej večji poznavalec kot jaz, prehranski dopolnil, proizvodnje, nabave, on ima kontakte in je ta del prevzel primarno, pa tudi potem samo biti v prodaji, ki je tukaj bil zelo povezan. Špela je bila v marketingu primarno in v operacijah, bom rekel, veliko stvari je odnesla. Jaz sem se pa primarno ukvarjal z spletno prodajo, z brandingom, s tem, da s nekimi strategijami, da zadevo sploh pripeljamo na trg in potem začnemo nekako rasti in do kam prijemo. Tako da to je bila neka ta core ekipa, potem pa se nam začeli pridruževati drugi člani. Koliko je danes ekipa velika? Neka ta core ekipa, praviš, pol so zunanji strokovnjaki? Ja, v bistvu ravno danes sem razmišljal zjutraj, core ekipa je trenutno 5 članov, to pomeni, da trenutek nas je 5 full time, potem imamo pa zunanjih, sem pa zjutraj, se pravi, sem nekaj razmišljal, pa mislim, da nas je zdaj že brez težav rekel 10 do 15, od tega jih je vsaj polovica redno dela z nami, na tedenski bazi, en del, mogoče polovica, mogoče malo manj, pa bolj izredno, ki potrebujemo. Tako da celotna ekipa je kar velika, pa res zdaj v teh časih AI in tako naprej, ki smo, je, ali pa bom rekel tudi en kup enih freelancerov, ki mogoče ne potrebuješ osebe za polni delovni čas, pa je pač imaš za polovični ali pa za tretjinski, kakorkoli. Treba biti zelo učinkovit, kakorkoli mislim, pa ni to konkurenca, ampak stroški danes marketinga so enormni, bi rekel, bizarno visoki in je treba biti zelo učinkovit, če hočeš firmo furati. Vsakega kupca je treba vložiti nemalo, ne? Ja, res je. Kak je danes, to nam še hoče, kak je danes graditi blagovno znamko, ki recimo ni sam brand pa produkt, ampak na nek način tudi življenjski slog, ta well-being, je to lažje ob dojemanju ljudi, da to pač potrebujejo, da ne samo ob dojemanju, na zadnje ob situaciji, ko ljudje to res potrebujejo. V bistvu. Ne vem, če je lažje, je pa ful zabavno. Ker to, kar mi govorimo, pa prodajamo, to živimo. Ampak dejansko živimo. Sej so obdobja, ki si ful pod stresom. Vsako leto se zgodijo, se ponovijo. Enostavno pač min tega ne gre. Ali pa nam ne uspe. Ampak
nek poprečen dan, je pa še vedno precej zbalansiran. In imamo en tak način razmišljanja, tak je prijaten, smo ga tudi v firmo nesli, tudi vseh članov ekipe, internih in zunanjih. In to neko filozofijo, ki je v Sloveniji, jaz še nisem nikjer slišal videti, včasih, ker ljudje pridejo in poslušajo, si mislijo, kaj oni razmišljajo, ne. Je zelo unikatno, ampak nam je pač ta balans oziroma balans med delom pa med prijateljem zelo pomemben, ne. Treba je garati, ne moreš zdaj pričakovati, da boš 2-4 ure na dan pač konkurenčen, taka situacija, ampak je neka meja, kaj človek lahko naredi in kje je tisti, in iščemo ta optimum. In ta način razmišljanja imamo zelo jasno v firmi upeljan in pravimo graditi neko tako zelo sproščene odnose, zelo sproščeno ekipo, zelo flat, bom rekel, z vidika neke hierarhije, pa to zelo moderno organizirano organizacijo, manjšo organizacijo, ne pa mikroorganizacijo. In se mi zdi, da to je zelo, rekel, zelo zabavno voditi to, pa biti del te ekipe, ker je, mislim, to je čisto nekaj druga, kot ponavadi so ljudje navajeni. Je pa izziv najti prav ljudi, ki to razumejo, ker tle je pač osebna odgovornost vseeno malo višja, ker je manj nadzora, manj kontrole, ker pač ne moreš zdaj imeti vsega, se pravi, pa si že v neki kakšni hierarhiji in se zgodbo podere. Ta del je izziv mogoče najti, oziroma izziv, na to moramo biti bolj pozorni, da pač najdemo ljudi, ki imajo podoben mindset, tudi zunanje strokovnjake, ki so z nami, smo jih kar nekaj zamenjali vmes, pa smo se rešili, ker ni bil mogoče pravi način razmišljanja, ali pa način, ki bi nam ustrezal. Tako da tle s tem se veliko ukvarjamo. Je pa to nek unikaten zopet model, ki ga nismo mi pogruntali, ampak smo ga nekako peljali v neki svoji ruti mindsetu, ki bi ga zelo, zelo radi razširili v neki obliki nekoč, ker se mi zdi, da je to nek model, mogoče nek model prihodnosti, ki bo zanimiv za marsikoga, predvsem se mi zdi ljudje, ki so strokovnjaki, ki radi delajo, pa vidijo, da nek hustle, tako se neko prej, neko konstantno garanje 24/7 ne pelje nikamor, pelje v propad, dobesedno v praznino. Oni, ki to spoznajo, iščejo potem, mislim, da bolj take te načine razmišljanja in na koncu, ki gledamo tudi recimo našo rast številke, recimo čist objektivne stvari, ki jih moramo pač zasledovati pa spremljati, ni videti, da bi karkoli tle zaostajali, da bi to pa zdaj nas karkoli nazaj zadržali. Tako da se mi zdi, da trenutno zgleda, da delamo nekaj prav. Bomo pa videli kasneje, če je to bilo res tako. Če najdete preveč balansa, potem obstaja nevarnost, da več takih izdelki ne bodo potrebni. Zmerno. Zdaj, ker sva tam seveda, ker si omenil, vidiš, da ljudje, ki imajo vse, pa to vodi v prepad, v praznino, viš, na videz, vse, to se navezuje seveda na to, ko smo prej govorili o bližnjicah, do nekega performansa, well-beinga, hkrati v bistvu ti imaš tudi te izkušnje ker živimo v nekem high performance svetu, daj povej nam, pa ne nazadnje se to vprašanje z tem, ali Magic Ruti vsebuje, ne vem, tudi psihadelične gobe, ki danes pač postajajo na nek način tudi širše uporabljane, ampak seveda tudi tu velja opozoriti, da to je dobro, da je nadzorovano ali regulirano, ampak te izkušnje imaš, tako da povej nam malo, ta svet nas malo vpelje toliko, da samo malo dobimo recimo nekega občutka, kaj se dogaja in kaj je s tem mogoče doseči, pa zakaj je koristno, zakaj je dobro, ampak kljub temu verjetno potem za konec še poveva, zakaj je pa vendarle treba v slogu in o tem razmišljati že vnaprej, da bi se mogoče sploh izognili nekim kritičnim situacijam. Ja, mislim, zdaj, ljudje smo taki, da ponavadi se naučimo neko lekcijo, ko dobimo, veš, ne prej. In velikrat to ni potrebe potem. Zdaj, ja, mislim, ko sem menil psihedelike, gobe, tle noter se ni nobenih psihedelikov, čeprav smo z imenom mogoče malo nakazali, da bi lahko bilo, ampak nismo, seveda tega ni prvič, ni dovoljeno, ni legalno, drugič tudi psihedeliki niso namenjeni redni konzumaciji na noben način, tako da ni te skrbi za poslušalce oziroma gledalce.
Je pa to en svet psihedelikov, ki se precej odpira že nekaj časa v ZDA, Južni Ameriki, Evropi, čari bolj Nizozemska, jasno, Španija, Portugalska, tudi v Sloveniji se ogromno dela, inštitut je v Ljubljani, ki Zajčja luknja, ki ogromno dela na tem področju raziskav in tako naprej. In ja, v bistvu psihedeliki delujejo ali pa mogoče so najbližje temu k nekim kot neka bližnica, k nekim večjim spremembam, ki se lahko zgodijo dobesedno čez noč v parih urah. Žal niso bližnica, ker so tudi izkušnje z psihedeliki so izredno težke, lahko. Jaz imam kar nekaj teh izkušenj in so in čudovite, lepe, pravlične, praktično neverjetne, nekdo, ki ni nikoli tega sveta poznal, pa tega testiral, niti približno ne verjame, da to, kar govorim, je res, do takih zelo težkih izkušenj. Čekaj, prosti, to pomeni, da ni vedno samo korak naprej, da lahko kdaj tudi korak nazaj. V bistvu ponavadi je korak nazaj, prej nič korak naprej. Že znotraj samega izkušnja, se pravi, če govorimo zdaj recimo o gobah, če damo psihedelike bolj poznane, recimo so nekako recimo 3-4, se pravi, so psilocibinske gobe, psilocibin, potem imamo ayahuasca, izredno popularna v zadnjem času, potem imamo recimo ibogo, manj popularna, ampak izredno učinkovita, predvsem za odvisnike, pa recimo, ne vem, imamo San Pedro, kaktus ameriški, tudi precej zanimiv, bufo, recimo peta. Je par tam, se pravi, ali imaš psilocibin, ali imaš DMT, recimo, ali pa kako te substance, v glavnem. To je par teh popularnih psihedelikov, ki so nekako dostopni pač po Evropi ali pa po svetu predvsem. In vsak ima svojo funkcijo, vsak ima svojo funkcijo, svoj namen. Ni vsak za vsakega, jasno. Dejstvo pa je, da ene izkušnje s gobami so precej bolj nežne, bi temu rekel, precej lažje da čez, ampak bom rekel, vse je med izkušnjo se zgodi 1001 stvar. Zadnjič sem na kolumno pisal za eno revijo o tem, in je bilo vprašanje, oziroma nekako sem probal odgovoriti na vprašanje, kakšna je izkušnja zdaj s temi psihedeliki. Pa sem pisal o ayahuasci, recimo, ki je trenutno mogoče najbolj popularen psihedelik, ali pa najbolj popularnih. In sem napisal, sicer dolgi del, ampak če ga skrajšam v 2-3 stavke, je bilo, predstavljaj si, da si v bistvu da se zbudiš sredi noči na vlaku smrti, na največjem vlaku smrti tega sveta, na vrhu, preden biš dol prepad, oziroma prosti pad, in v bistvu na en ti zveže oči, in vidiš, da nisi prepasen. In v trenutku, ko se probaš zagrabiti, da bi se prepasal, v tistem trenutku gre ta vlak z vso hitrostjo, ne naprej, ne nazaj po progi, ampak odleti nekam v vesolje, v neko črno luknjo. In potem se cel čas boriš, ali pa nekaj časa boriš, misliš, da boš umrl, da je konec sveta, se boriš s tem, da bi se držal tega, da bi se prepasal, da boš padal ven. In to dejansko fizično se dejansko dogaja. Ti imaš lahko te halucinacije, pa se nekaj takih imaginarnih svetov, ki ti jih možgani stvarijo, ali kakorkoli to deluje, kjer je točno tako občutek in lahko je vizualen občutek, lahko to vidiš, lahko se to dogaja v tvoji glavi. In toliko časa se boriš in toliko naporno postane v nekem trenutku, dokler se ne moreš več držati. In ko se spustiš, takrat se to zgine in se pomiriš. In potem se začnejo lepe stvari kazati. In se pravi, te izkušnje so zelo težke, lahko zelo naporne. Zato, mogoče res korak najprej nazaj tekom izkušnje, pa potem 2 koraka naprej, pa 5 korakov nazaj, pa 6 naprej, se dogaja in potem zjutraj, ko se zbudiš, ko se zdaj konča, se vse lepo pomiri in se lahko spremeniš. Izziv, ki je, da čeprav so učinki takojšnji, odvisno zopet od substance, ki jo vzameš in v kakem okolju si in tako naprej, je potem še vedno prideš nazaj v ta naš 3D svet. In ves stres, ki ga imaš, pride s tabo nazaj. In vse misli, ki jih imaš, so mogoče malo drugačne, ampak lahko pride nazaj. Prideš v isto okolje, predvsem je to težava, lahko do istih ljudi. In velikokrat ti te substance pokažejo, kje je težava, ali odkot izvira, kaj se je zgodilo v otroštvu, da si tako kot si, to je ponavadi nekaj se zgodilo, ali pa ti pokažejo, kaj je treba spremeniti v tem trenutku. Odvisno zdaj, kaj se zgodi. In potem v bistvu, če te spremembe ne narediš, boš čez 14 dni nazaj v istem ciklu, ki si bil prej. Popolnoma nič ne pomaga. Ker ta občutek, ki ga imaš, se pravi, občutek, ki vzameš gobe, recimo, jaz sem nekaj izkušenj z gobami, pa za ayahuasco, pa tudi San Pedro, recimo, ki vzameš te substance, vsaka je drugačna, ampak
to je nekaj tok magičnega, to je nekaj tok norega, tok ekstremnega, da ko se počasi zbujaš, ko prihajaš k sebi nazaj, ne, da se hočeš tega držati. To nočeš, ne, ampak poanta je, da se tega ne držiš, da ta občutek izgine, ne, in da se ti naučiš nekaj iz tega ven. Ne. In ta spomin sicer ostaja s tabo teden, 14 dni, mogoče en mesec, odvisno, koliko je bila težka izkušnja, potem pa začne bledeti ta spomin. In vse to, kar si se naučil, če takrat nisi integriral v tej fazi, seveda integracija traja lahko tudi le, ampak če takrat nisi nekaj naredil, lahko hitro paješ nazaj. Ja. Zato je težko reči to bližnjica, ker bližnjica je bila, da bi to vzel in pa je bil dober. Ne. Okay. Je treba na sebi delati potem in treba nekaj spremembe narediti. Ti pa to mogoče hitreje pokaže, mislim, zagotovo hitreje pokaže, na čem je treba delati. In tudi mar se dopravi, da je v bistvu za nekatere psihodelike velja, da je to kot 1000 ur psihoterapije v eni noči. To je zopet nek tak marketinški larifari, ne moš, ampak ker te moš primerjati med sabo. Ne. Je pa res, da lahko v eni noči doživiš vse in še več. Ne. Tako da. Zakaj so še te izkušnje dragocene? Ti imaš veliko stika tudi seveda z drugimi podjetniki, uspešnimi, bolj ali manj, ne, sva preko smo malo govorila, si tudi kako zanimivo anekdoto povem, mogoče res samo tak en primer, mogoče lahko izpostaviva, ne, zakaj, ker zdi se, da živimo v svetu, ko imamo vse, ne, kaj sploh še za neko potešitev, neke želje, mislim, ampak na koncu pa je to lahko čisto na videz, v bistvu, ne, ti si prej samo omenil brezno, nič, ne, skratka, tako da... Jaz mislim, da na koncu je tako nič, ne? Konec. Konec. Dokler ni konca, pa skozi se boriš za nekaj, ne, in potem prideš na način, recimo, ravno te substance ti to pokažejo, lahko, zelo pogosto ti ta konec. Ne, ta neka spiritualna smrt se temu reče, ne, ki v trenutku deluje kot dejanska smrt. Ne, to je predstava o tem, kaj je. Ja, lahko zopet bi lahko narekoval, več čas gor, ampak lahko v bistvu nekaj spustiš en del sebe. Ne. Lahko neko travmo predelaš, pa deluje kot neka spiritualna smrt, za nek občutek, zdaj pa to. Tišina, prezina, ne. Lahko je to kaj druga, ampak ti lahko tudi doživiš na ta način, v realnosti, ko se zavedaš za vprašanje, ampak greš lahko čez to čez in ni treba čakati na dejanski konec. In kaj vidiš, ko se to konča, ko pride ta tišina, ne, se pravi, jaz sem bil v skupini 90 ljudi v enem centru na Kostariki, 90 ljudi bilo zraven mene, ki so bruhali, ki so kričali, ki so jokali, ki so se drli, ki so imeli vse možne, na vse možne načine, na ta način daješ ven stvari. Ne? Vsak ima svoj postopek, ne? Vsak ima svoj način. In to, če bi bil trezen tam noter, ne? bi smislil, ker to je norišnica, to je, mislim, kaj za vraga je tem ljudem, kaj je z njimi narobe. Ne? V bistvu pa je bilo to način, mislim, ta način se pač to jemlje. Konzumiranje je zelo varno in je to zelo dobrem okolju. In ko pride ta moment te neke smrti, ne? Je noter tišina, ti nič ne slišiš, nobenega ne vidiš, tema. Konc. Še diha ne čutiš, bita ne čutiš več srca, je tišina. In takrat veš, mislim, pri meni tako, jaz sem zdaj tle, po domače rečen, ful na J, ne, ker zdaj sem dejansko silo v neki, ne, in zdaj sem tle umrl. In sem mogel biti Zavedaš pa se tega. Ti se veš, da si mrtev, ti misliš, da si mrtev. Ker ti si v prostoru, ne, veš v kak prostor si šel, veš, kje si ležal, veš, kje si bil, veš, kdo si, veš, kako ti je ime. V tem trenutku, recimo na ayahuasca, se zgodi, ti nič več ne obstaja. Ti nisi več Grega z očali, v neki oblečen, na nekem resortu, na jogu ležiš v neki Kostariki, ne, ampak si nič, srednji česar, nula, tema, nič ne slišiš, nič ne vidiš, tema. In takrat, a veš, probaš, ne nješ telesa, več fertike. In pa prije strah. Ne? In ko prije, najprej se ne zavedaš, pa vidiš, fuck, kaj je to, in prije strah in se ustrašiš. In ko se ustrašiš, potem začnejo se nekaj dogajati. Ne? Ta strah pa nadpožene neke spremembe. Ne? In potem moraš to spustiti. Ne? In šele ko spustiš, trenutko, ko spustiš, ko se sprijažniš s tem, da ni nič več, da si pač umrl, ne? Niti ne razmišljaš, da si moral, ampak se zavedaš, to je to, potem kar naenkrat slišiš zvok, vidiš stvari, luč in tako naprej. Ne? Ampak
to vmes imaš občutek, da traja lahko ure in ure in ure, čeprav ne traja, to je verjetno par sekund. Ne? Ampak in tisti moment, to je najbolj grozen moment, ki ga lahko imaš, pa hkrati moment, ki te največ nauči. Ne? In ko to dama, ki se me vprašate, ko ti probam to predstaviti v življenje, ne? Skozi te take in drugačne retrite, recimo, sem imel možnost spoznati ogromno nekih ljudi, podjetnikov, uspešnih ljudi, manj, bolj uspešnih, vojakov, ki so bili v Iraku v prvi bojni liniji, do ljudi, ne vem, ki delajo v nekih najboljših raziskovalnih inštitucijah tega sveta, raziskujejo stvari, ki jih niti predstavljati ne znam, kaj delajo. Mislim, govorimo, vse je bilo, veliko različnih ljudi in vsi, skoraj vsi, ali pa bom rekel, večina teh ljudi je imela eden in isti izziv in to je bil, da niso več vedeli, kdo so, pa kaj sploh delajo, kaj je smisel njihovega življenja. Do tega so prišli. In to na vsak na svoj način. In ko vidiš ta vzorec, ko vidiš ljudi, ki se prepeljajo, tako sem tudi enkrat na LinkedIn objavil, s private jetom, s privatnim letalom iz Amerike na Kostariko, ki bi rekel za enega mladega podjetnika so to neke mokre sanje, moj helikopter, a veš, jahto neki. In se prepelje tja s privatnim letalom in stoji pred tabo in se ti začne pred tabo moški star, ne vem, 50 let jokat, ne prodan, ampak čez par dni, in reče, vsi so me zapustili, jaz ne vem več, kaj life početi. In potem pride druga oseba tam, ki sicer ni prišla s privatnim letalom, je pa letela v prvem razredu, spet ja, pa reče, jaz imam isti občutek, pa pride tretja oseba in pol imaš kar naenkrat pred sabo en kup enih uspešnih ljudi, ki vsi v bistvu hrepenijo po isti stvari, po nekem smislu življenja, po nekem zakaj sploh so, kaj sploh delajo. In tega je toliko veliko, tako ta vzorec je toliko velik, da mi je dal pa zelo malo razmišljati, ok, očitno neko, rekel, da samo delaš za to, da dosežeš, da rasteš, da si vse večji, da imaš vse več premoženja, da imaš vse večjo firmo, da vse več prodajaš, da sam to pelje do tega, da dosežeš vse, kar lahko dosežeš, osvojiš vse, kar lahko osvojiš, si kupiš vse, kar si lahko kupiš, in ko priješ do konca tega, priješ do te praznine. Težava je samo to, da ko si tam, je pot nazaj zelo, zelo težka. Ker ti si moraš takrat priznati, da vse, kar si delal, vse, kar si naredil, vse, kar si verjel, v bistvu ni bilo prav. Ni bilo prav. In ta vzorec, ki ga recimo mnogi in psihologi, terapeuti nanj opozarjajo že ogromno časa. In jaz sem to nekako zelo ponotranil in je mogoče ko gledaš od zunaj, pa mogoče poslušaš tudi malo razmišljanja, da si misliš, ok, malo je tako malo hipijevsko, spiritualno, malo ga mogoče odneslo preveč v to neko alternativno svet, ampak ne, ker vidiš ta vzorc in z več ljudmi, ki se pogovarjaš, ki vprašaš, da so bili najbolj srečni, da so bili najbolj veseli, da je bil nazadnje človek srečen, da se je zbudil z nasmehom, na vrati, rekel, tam so pa dober dan. Tle, recimo, v teh retritih takih ljudi ni bilo, oziroma so bili in so rekli, nisem spomnil, da je bilo tam zadnje. Pa so imeli vse, kar bi si povprečen človek želel. Vse, kar bi si lahko privoščil. In pol se so začele spremembe. Ja, z mnogimi, za katerimi sem zdaj v stiku, temi ljudmi. In ker slišiš te zgodbe, kako težko je pol nazaj iti, pa iti na neka realna tla, pa reči, vse to, kar imam, pa večina tega ni pomembno. Pomembne so neke osnovne stvari, pa odnosi, pa to, da imam čas za sebe, da lahko se posvečam nekem hobiju, ki ga imam. Da gremo naravo ven, da grem peš, malo sprehod, pa nekaj. Neke te najbolj osnovne človeške stvari, ki lahko človek počne, to je vse, kar potrebujem, zato da sem lahko srečen. Na koncu pa, če tako malo bolj spiritualno zaključim ta del, je pa, sej na koncu si vsi želimo biti dobro volje srečni. Ravno, sej. Vse, kar delamo, je iščemo in največja bizarnost vsega tega, tudi to že imamo. Ampak se ne zavedamo tega. In te bližnjice, ki si jih omenjal ali pa ki smo jih omenjali, ti to lahko zelo hitro pokažejo. Kaj za tebe danes pomeni uspeh? Recimo po vseh teh spoznavnih lekcijah, izkušnjah. Najbolj
bi rekel, da je to, da sem zadovoljen s tem, ker sem tako, kakor sem, oziroma zdaj sem zadovoljen s kakršen pač sem in da to, kar delam, za tem stojim in me nekako me vsak dan življenje usrečuje. Če imam čim več takih dni, ker se zbudim naspan, z veliko energije, dobre volje, nekako se veselim dneva, ki je pred mano, ne, ali pa se veselim nekega momenta, v katerem sem, potem jaz mislim, da sem dosegel to, kar sem hotel doseči. Super. Ne moreš se izogniti v našem podcastu zadnjemu vprašanju. Eno mora biti zadnjo in to je vedno enako. Za naše goste, kaj je bila neka najbolj dragocena. Mislim, mogoče se je zdela največja napaka, najbolj boleča izkušnja v nekem trenutku, ki pa se je vendarle potem izkazala za izjemno dragoceno, mogoče celo najbolj dragoceno lekcijo, ali za življenje, ali za posel. No? Najbolj mogoče je bilo to, ker sem v napačnem momentu poslušal napačne ljudi in dal večjo vrednost mnenjem drugih ljudi, kakor da bi zaupal svojem občutku. Iz tega sem se največ naučil v bistvu, zato ker mi imamo pač ta notranji občutek, ne, ki nam vedno znova in znova pove, kaj je prav za nas in kaj ni prav za nas. Kaj radi delamo in ljudje, taki kot sem jaz, ogromno časa preživimo, razmišljamo, smo v glavi, ne, zelo racionalni, ne. Potem ta občutek pravimo interpretirati z racijem, ne. Ali pa če občutek ni tak, ki si ga želeli, ne, pravimo z racijem to nekako spremeniti. Ne. In to je napaka, zato ker ta občutek, ta gut feeling, ne, upošteva vsa tva čutila, ne, in ga niti ne razumemo zares, ne, ampak upošteva vso tva znanje, vse instantno ti da odgovor. Ne. Zato lahko človek odreagira v nekih situacijah, ki pred možgani so vključili, bilo že prepozno. Ne. In ta občutek je nekako našo najboljše vodilo v življenju. In ko čutiš, da nekaj ne štima, da je neka oseba, neka energija, nekaj ni treba, da razumeš, ampak samo nekaj ne štima, moraš temu slediti. Jaz mislim, da je to nujno potrebno. Ne? In včasih sem pač enostavno, mi je občutek nekaj pravo, potem sem pa nekako ta racija pa rekel, ne, veš pa on pravi to, pa tam si to prebral, pa tam bi pa to, in sem preveč na to zanašal in sem veliko čel potem neko napačno pot in sem mogel potem se sam priti do tega, da sem ugotovil, ne, čakaj, tisti občutek, ki je v štartu bil pravi in dajmo temu slediti. In zdaj mu slediš. In zdaj mu sledim. Veš, mogoče pa res ni bilo čisto zadnjo. Imaš mentorja? Ne v klasičnem smislu, ne. Vem, da marsikdo ima. Imel sem mentorja zelo dolgo časa v preteklosti, v različnih obdobjih različne mentorje. Ta trenutek je bolj tako, da ko se mi neka potreba pojavi po nečem, pokličem osebo, ki mi lahko najbolj pomaga, ali pa smatram, da mi lahko najbolj pomaga, in delam bolj na ta način. Nekako ne verjamem v to, da lahko imaš konstantno neke mentorje, ki so skozi tabo. Jaz mislim, da se preveč zopet opiraš na mnenje nekoga drugega, ki ima neko svojo izkušnjo, neko svoje znanje, ampak to ni tvoja izkušnja. Ne? In se mi zdi, včasih je zelo dobro, da imaš nekoga, ki ga lahko kontaktiraš, ali pa več teh ljudi, da ti pomagajo na nekem specifičnem problemu, da ti ga pomagajo rešiti, ne? Ali pa da ti malo razširi obzorje, ali pa kakorkoli malo to smerijo. Ampak se mi pa zdi, da je treba iti čez življenje nekako sam čez in graditi ta notranji občutek, kakor pa da se zanašaš preveč na mnenje drugega. In je zelo težko ta balans najti. Precej več kot podjetniški pogovor je bil to danes, tako da tak življenjski, iskren, odkrit, neprecenljiva izkušnja. Grega Gostinčar, res najlepša hvala za obisk v studiu. Verjamem, da ste uživali v tem pogovoru. Lekcije ne zgolj za posel, tudi za življenje in seveda kadarkoli si lahko epizodo predvajate znova, lahko jo priporočite tudi prijateljem, znancem, kolegom. Še enkrat ne pozabite se naročiti. Grega, hvala. Hvala tebi. Spremljate nas še naprej, naj bo uspešno.